Danes se bomo, drage gledalke, spoštovani gledalci, pogovarjali o parazitih. Ne o takšnih, o katerih beremo v časopisih, ki se usedejo na denar pa na podjetja. Ne, o takšnih parazitih, ki vplivajo na naše zdravje. Prav posebno gostjo imamo danes, ki o tem ve mnogo več kot mi vsi ostali. Upam, da se nam bo takoj pridružila gospa Marija Kočevar, raziskovalka. Dobrodošli, gospa Marija, kar izvolite k nam. Dobar dan. Dobrodošli v klepetu ob kavi. Izvolite, gospa Marija. Paraziti, ki nam ne dajo živeti. Kakšni so to paraziti in kje so? Težko bi rekla, da nam ravno ne dajo živeti, ampak nam pa popestrijo vsakdanjik. Najlažje jih ponavadi staknemo s hrano, z umazanimi rokami, pa vsi mislimo, da imamo čiste roke, pa tako, ampak ni res. Pozabimo, da se obuvamo čevlje, da pobožamo psa, da ko gremo ven, primemo za kljuko na avtobusu, v avtu, preverimo, če so gume in tako naprej. To vse pusti umazanijo, ki jo niti ne vidimo. In tako pridejo zraven tudi kakšni paraziti in bakterije. Pridejo v naše telo in kaj tam nagajajo? Zdaj tako je, tudi s hrano ali pa kaj pridejo razne bakterije, virusi pa tudi paraziti, se pravi najbolj pogosto so to ličinke raznih teh črvov, trakul in tako naprej. In se počasi razvijajo v naših prebavilih. Zdaj, včasih, ko sem bila jaz majhna, nismo toliko sterilizirali vsega in smo tudi v želodcu imeli mogoče močnejšo kislino, vsekakor pa v prebavilih mnogo močnejše prebavne encime in smo večino tega lahko prebavili. In se te paraziti sploh niso razvili ali pa so se razvili mnogo manj pogosto in manj agresivno in se jih je bilo lažje znebiti. Danes pa je naša črevesna flora precej zdesetkana. Tako da je več možnosti kljub vsemu čiščenju in sterilizaciji vseh delovnih površin in hrane, recimo konzervansov v hrani, kljub temu, kaj dobimo in potem se je treba tega znebiti, ker niti ne opazimo, smo utrujeni. Na klepetu ob kavi se zavedamo tega, zaradi tega smo pa tudi razvili en aparat, dr. Hulde Clark, ki pomaga pri parazitih, pa poglejmo. Patinja, avtorica in izvajalka alternativne medicine. Svoje šolanje je začela s študijem biologije v Kanadi, med drugim je študirala biofiziko in celično fiziologijo ter doktorirala iz fiziologije. Ugotovila je, da vse človeške bolezni izvirajo zaradi okužbe s paraziti. Trdila je, da se vse bolezni lahko pozdravi z uničevanjem parazitov s pomočjo šibkega električnega toka. Na podlagi svojih raziskav je razvila električno napravo Zapr, to je frekvenčni generator za ubijanje parazitov. Raziskave dr. Hulde Clark in drugih zdravnikov so nastale na podlagi odkritij in inovacij Nikole Tesla in dr. Royal Rife in so pokazale, da šibek električni tok določenih frekvenc uničuje mikroorganizme. Gospa Marija, obstajajo naravni načini, kako preprečimo življenje in razbohotenje parazitov in kako se jih znebimo? Ja, zato je najboljša preventiva, vsaj jaz sem vedno bolj za preventivo in že tle pazimo pri izbiri hrane, pri izbiri začimb in pa tudi kakšnih drugih zeliščnih pripravkov, ki nam pomagajo, recimo že repelenti, če gremo v gost, si lahko sami doma naredimo repelent, ki odganja komarje in klope, to uporabimo eterična olja, pa kot nosilno sezamovo olje. Potem pri hrani gledamo, da uživamo čim več surove hrane in pa take, ki je paraziti ne marajo. Se pravi, ki po eni strani okrepi našo črevesno sluznico, tako kot je koriander, pa ingver, potem kardamomova semena. Po drugi strani pa paraziti tega ne marajo, zato ker jim to naredi sluznico gladko in pa vsebujejo encime, ki razgrajujejo pravzaprav njihova telesa.
Tako da si lahko s tem pomagamo. Včasih pa se zgodi, da moramo na hitro nekaj spraviti in potem uporabimo kakšno agresivno sredstvo, recimo česen je pri nas najstarejši pripravek. Ampak česen je treba prej zdrobiti, narezati, zato da vsaj 10 minut stoji na zraku, da oksidira in potem se ta encim alin spremeni v alicin, ki pa deluje v telesu, šele pol pojemo. Nekaj ste nam pripravili, gospa Marija. Ja, nekaj sem nam pokazati. pripravila. To bo za naše gledalce še posebej zanimivo. To so naravni. Tukaj je ena zbirka živil, pa še več jih je, ne, ki vsebujejo take encime, ki jih naši paraziti ne marajo. Recimo ananas, kdo bi si mislil, ampak dejansko vsebuje encime, ki razgradijo beljakovine in želatine, iz katerih je recimo so gliste najbolj sestavljene in jih potem telo z lahkoto prebavi naprej. Potem limona, grenivke, črna redkev. Je čudovita in sreča je, da jo lahko imamo tudi čez zimo, ker lepo počaka. Jo naribamo in si naredimo večkrat na teden solato iz nje. Potem komarček, tudi semena komarčka. To je odlična preventiva, pa tudi kurativa. Ampak kadar nam je pa hudo, pa moramo hitro kaj narediti, si pa naredimo takle čaj iz nima. To je pa eno drevo, ki rase v Indiji in je tudi pri nas zelo dobro poznano in je zelo grenko. To je pa takrat, ko je res hudo, ko je treba na hitro nekaj pospraviti, takrat si naredimo čaj iz njima in ga pijemo vsaj 5 dni, vsak dan 2 do 3 krat. Tako da v enem dnevu zaužijemo recimo 2 taki čajni žlički tega praška. Takole izgleda ta prašek. Jaz ga imam vedno s seboj. Aha, to pravite že za takrat, ko je že zelo hudo. Takrat, ko je hudo in tega pa nobeni paraziti res ne marajo. Prvič nam požene prebavo in pa okrepi črevesno sluznico, tako da nabrekne in potem vse, kar se je prijelo na njej, na njo gre ven. Zato je to tako fajn. Potem, tole se pravi, z tega naredimo čaj. Tako, recimo eno žličko tega, takole prelijemo z 1/4 litra vrele vode, samo premešamo in pustimo, da se ohladi in potem je to takole. In tole je doza za en dan. Diši lepo. Diši kar lepo in zaradi tega lahko to uporabimo tudi za osebno nego. Recimo ta čaj je tudi za intimno nego krasen, ga pač malo razlečimo in se umijemo. Lahko pa ga jaz to uporabljam zraven šampona. Takrat, kadar se mi zdi, recimo, da sem bila veliko v gozdu, ker zdaj je že čas, da gremo, pa je veliko klopov, ker vidim, koliko jih pa prinese s sabo. Tudi proti klopom bi pomagal. Zato, ker ima poseben vonj, ki ga žuželke ne marajo. Je potem to pomeni, da za živali enako koristno kot za človeka? Jaz tale nim prah zamešam v šampon. Takole dam malo šampona. In pa eno žličko nima. Takole. To zmešam in se s tem umijem lase. In to je to. Pravi, to je potem tudi za tako, mečkan vode zraven, tako. Kužke. In enako, ko imate pasji šampon, mačji šampon, enako naredite z njim, vzamete ta šampon z živali, žličko nima zraven, malo vode, in je to taka lepa. In s tem umijete svojo živalico. In zanimivo je to, prvič, tele zajedavci jih ne bojo marali, drugo je pa, ti dišeči repelenti zelo dražijo živali. Njim pa ne. Jim ne povzroča iritirane kože ali pa, da so pol nervozni. Jaz vidim, koliko so psi včasih nervozni, ki jih s čim nadišavijo, s temi kemičnimi repelenti. Tole pa ne, jih nič ne moti, jim je fajn in tudi se ne grejo takoj povaljati v prvo blato. Tako da res imam zelo dobre izkušnje s tem. Se pravi, če živali s tem le umijemo, njihov kožek se prepoji, odganja mrčes. In tudi koža jim diši.
Ampak seveda kožušček, oni imajo več dlake, tako da seveda diši, in mnogo manj klopov se primejo, komarji jih itak ne marajo. Tako da to Če nam bi je pa že najbolj. živalca imela, kakšnega klopa bi pobrisal? Ja, gre stran. Gre stran? Gre stran, ja. Kaj pa za- Tako jaz rešujem z mojimi živalmi doma. Kaj pa Enako pri za ljudi. živali za notranje? Za notranje Zdaj, pa no. zdaj, včasih jih je težko prepričati, da bi pojedali njim ali pa spil. Verjamem. Ampak jaz sem ugotovila, da se jih da tudi malo okoli prinesti, in sicer tako, da eno žličko tega nima zmešamo s topljenim maslom. In potem pustimo, da se ohladi in ratajo take, naredimo tako tabletko. To pa pojejo, ker jim diši maslo. In če to pojejo pri vsakem obroku ali pa celo večkrat vmes, tudi lahko na en bolj prijazen način jih zaščitimo pred notranjimi zajedavci. O tem smo v klepetu ob kavi že govorili. Zdaj si pa poglejmo še, kaj je povedala Ana Marija Kolman o fitofarmacevtskih pripomočkih, kako pomagajo pri parazitih. Mumija, ta črna smola, ki prihaja z Altajskega gorovja, je pa pravzaprav nenadomestljiva tudi pri tistih neprijaznih parazitih, ki bivajo v našem črevesju. Kapljica ali dve mumije v kozarec vode na tešče pravzaprav zagotavlja zdravje naših prebavil. Torej, poln pult tukaj imamo čisto naravnih sestavin, ni treba iti v lekarno, da svojemu telesu še bolj ne škodimo, kot nam škodijo paraziti. Če nismo res zelo, zelo hudo okuženi, če ni to res tista najhujša oblika okužbe, potem je dovolj hrana. Recimo, veliko ljudi uporablja za to zelo pekočo papriko. Si jo lepo da en majčken košček zraven v jutranji smuti in to popijejo. To je sicer zelo pekoče, ampak tako kot je za nas neprijetno, je tudi za naše zajedavce in jih na ta način spravijo ven. Potem je fino redno v hrano vključiti sveži ingver, kar lepo ga damo v vsako hrano. Je pekoč, ampak pri svežem ingverju je fino to, ker je pekoč samo v ustih in to zelo kratek čas. V želodcu, ko ga dobi kislina, neha biti pekoč. Svoje učinke ima pa še vedno. Marija, izvolite, vas še nekaj moram vprašati. Kako ugotovimo, da nas paraziti dražijo? Kdaj je alarm? Kaj so tisti prvi znaki pri vsakem človeku? Ja, indikacije so včasih zelo podobne tudi kakšnim drugim boleznim, recimo astma, utrujenost, glavoboli, pomanjkanje vitaminov, pomanjkanje mineralov, celo osteoporoza po dolgotrajni izpostavljenosti parazitom. In to niti zelo pogosto ne ugotovimo, ker nekako nimamo prve misli, da zdaj pa imamo parazite, ampak pomislimo, da smo mogoče utrujeni ali pa pod stresom ali kaj takega. Vse to je res, ampak kljub temu je treba biti pozoren na svoj življenjski slog ali pa na okolje, kjer se gibljamo, in upoštevati tudi to možnost. Še posebej, če imamo kakšnega hišnega ljubljenčka ali pa če ga ima kdo naših sorodnikov ali pa sosedov, je to skoraj da zelo veliko verjetno, najmanj v polovici primerov imajo tudi ljudje potem parazite. Tako da, ko pa pride topli letni čas, pa se veliko gibljemo zunaj, je pa spet druga izpostavljenost. No, pa poglejmo še enkrat tisto napravo dr. Hulde Clark, ki nam pomaga proti parazitom, in prisluhnimo, kaj je o napravi povedala gospa Lorena Leonardos. Prisluhnite. Kaj zapor naredi? Zapor s temi malimi vibracijami, ker imaš lahko 3,5 mA, pa čist majhno, samo 9 voltov in čist majhno, rečemo 40 Hz. S temi malimi, bi rekla, impulzi, kaj naredi? Paraziti so tako pametni, ali pa jih je narava pač tako naredila, da jih je oblekla v plašček z negativno polariteto. In ker so bele krvničke, imajo tudi negativno polariteto, jih ne morejo odstraniti in so se zavarovali in so lepo v našem telesu gostijo. No, in kaj je Hulda naredila? Čisto enostavno stvar. S temi impulzi, frekvenčnim generatorjem, je naredila v telesu vibracije, ki tem parazitom ta plašček ali pa ovojnico slečejo. In s tem postanejo praktično ranljivi, ker jih bele krvničke takoj
napadajo in odstranijo. Gospa Marija, povejte nam še, da le paraziti, a je to res tako škodljivo, ali je res alarm, kadar opazimo, da nekaj ne štima? Je to zelo resna zadeva. Ja, na vsak način tega ne smemo zanemariti. Včasih je to samo en majhen spremljajoči pojav, na vsak način jih je treba sanirati. Tako, ne moramo se sprijazniti s tem, da imamo stalno parazite, ker če jih pustimo v telesu ali pa na telesu, se množijo. Ker če jim damo življenjski prostor. In zato jih pač probamo preprečiti, da sploh pridejo, da se nastanijo na nas, ali pa če so že, da jih nekako odstranimo. Se pravi, lep nasvet za vse nas, operimo roke. Ja. Malo smo pozorni na to. Pazimo na vse, kar lahko pride skozi nos, naprimer, ko vdihavamo. Tudi. Ampak še ena stvar je pri tem. Jaz mislim, da so tle ravno razkužila naredila veliko škode, ker in paraziti in bakterije postanejo sčasoma odporni na razkužila. In zato je boljše, da svoj dom razkužimo z nekim naravnim razkužilom, ki ni toliko agresivno in na katerega se škodljivci ne morejo navaditi. Recimo navaden jabolčni kis ali pa kakšen drug vinski kis. To je odlično razkužilo. Najprej vse površine, roke, ne vem, obleko umijemo, operemo z vodo, pač tako, kot to naredimo, in razkužujemo namesto s kemičnimi razkužili, razkužujemo z jabolčnim kisom ali pa z vinskim kisom. In bo to imelo boljši učinek. In nasvet za vse nas na koncu, najpomembneje prvo, kar moramo vedeti za preventivo in prva stvar, ki jo moramo vedeti za kurativo. Probamo uživati hrano, ki ne vsebuje konzervansov, kajti tista nam tudi uniči našo osnovno obrambo pred škodljivci, tako da uživamo naravno hrano, če se le da ekološko pridelano, in pa tisto, kar sami pripravimo. Čim manj predpakirane hrane, kajti vedno vsebuje še kakšne kemikalije zraven. In pa še ena druga stvar je pa, probamo biti bolj zavestni v življenju, kaj delamo vsakega trenutka, kajti tako kot je po eni strani, gospa Hulda Clark pravi, da je tam vibracija elektrika, tako smo vibracija. In taka vibracija, kakršno oddajamo, tako bomo tudi privlačili. In škodljivci so ponavadi radi pridejo tam, kjer so levosučne, kjer so negativne vibracije, tam, kjer so bolj desnosučne, recimo tako kot mlečno-kislinske bakterije. Tam tiste pa ne marajo, jih odbija, ker to je svetla vibracija in tista nas bo bolj zaščitila in bomo manj dovzetni za škodljivce. Gospa Marija, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Veliko novega smo izvedeli. Drage gledalke in gledalci, upajmo, da bo vas prežemala tista dobra energija, pozitivne vibracije, ki privlačijo dobre dogodke, srečo, veselje in dobre ljudi. In s tem, z manjkom slabe energije, se nas bodo tudi paraziti izogibali. Več informacij pa se veste na klepetobkavi.si. Pokličite nas, z veseljem vam bomo odgovorili 02 6200 230. In še večkrat se vidimo pred televizijskimi sprejemniki s še kakšnim nasvetom za vaše zdravje. Ja, saj večina ljudi ima tudi parazite. Ampak ne pomislimo na to. Ne, seveda ne, zato ker pogledajte, kdo bo rekel, rabim parazite odstraniti. Vsak gre k zdravniku pa reče, tole mi je. Zdravnik tudi ne pomisli na parazite.